ustvarjalci in umetniki, kot je tudi pisatelj, pesnik, esejist, dramatik in režiser gospod Vinko Möderndorfer, ki ga prosim za osrednji nagovor letošnjega Pohoda za mir. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, spoštovane tovarišice, spoštovani tovariši, spoštovane borke in borci za osamosvojitev Slovenije, dragi prijatelji. Pravijo, da obstajajo dobra in slaba vojna, pravična in nepravična, obrambna in napadalna. Vojna pa je v resnici vedno samo umazana. Kruta, krvava, brez pravil, čeprav si generali domišljajo, da tudi v vojni obstajajo pravila. Vojna je vedno zločin in vojaki lahko v vsakem trenutku vojne postanejo vojni zločinci. Kadar gre za življenje in smrt, je meja med vojnim zločinom in vojaško intervencijo zelo tanka. Na koncu seveda ni nihče zmagovalec, čeprav se vsi razglašajo za zmagovalce. Vojna je vedno poraz, kajti vsako v vojni izgubljeno življenje je neizmerna in nesmiselna izguba za človeštvo. Tudi če v vojni umre en sam človek, en sam vojak, je to še kako krvava vojna. Ne obstajajo operetne vojne. Obstajajo samo operetne vojaške parade, ki že smrdijo po smrti, kajti tisti, ki razkazuje orožje, ga slej ko prej tudi uporabi. V gledališču poznamo rek, ki pravi: če se na prizorišču v prvem dejanju pojavi puška, se bodo v četrtem dejanju streljali. In zato je skladiščenje orožja, kopičenje vojakov, investicije v oboroževanje vedno napoved bodoče krvave vojne. In seveda vojnega dobičkarstva. Trgovine s smrtjo in bogatenje gospodarjev vojne. To smo Slovenci že doživeli in ni nobenega razloga, da ne bi še enkrat. Politiki se ne spreminjajo na bolje nikoli, še posebej ne, če gre za njihov dobiček, še posebej ne, če niso nikoli bili kaznovani za svoje grdobije. Vojna sproža provizije, korupcijo, brezobzirnost, politično moč in vse to preko krvi in življenj nedolžnih borcev. Človeško življenje je najdragocenejša vrednota človeške civilizacije. Zato bi se morala vsaka vojna takoj začeti s pogajanji za mir. V današnjem času vsak dan spremljamo število mrtvih na fronti v Ukrajini, število mrtvih v Gazi, v afriških deželah. In vedno bolj smo ravnodušni do mrtvih otrok, borcev, žena. Žrtve se spreminjajo v številke in v dnevnih novicah so poročila z vojnih področij vedno bolj na koncu. Vojna je postala vsakodnevna novica kot vreme in šport. Gospodarji vojne nevidno obvladujejo informacijske sisteme na tem svetu in vplivajo na javno mnenje, češ, da je vojna običajna in vsakodnevna zadeva, nekaj pač, kar je del našega sveta. Do kraja perverzno in do kraja sprevrženo. Vendar, ko bodo gospodarji vojne prodali dovolj orožja, ko bodo dovolj uničili vojskujoče strani, bodo sledila pogajanja za mir. Čemu potem žrtve? Se sprašuje razumen človek. Čemu mrtvi vojaki na obeh straneh, če se bodo slej ko prej začeli pogajati o premirju? Zakaj se ne bi pogajali že prej, že danes, že takoj? Zakaj si politiki in države lastijo pravico nad mladimi življenji? Zakaj jih brezsmiselno žrtvujejo vsak dan? Vsak dan vojne pomeni vsak dan tisoče nesmiselnih žrtev. Koliko Mozartov, Rembrandtov, Chopinov, Beethovenov, Prešernov, Kajuhov,
koliko genialnih in talentiranih ljudi je v človeški zgodovini izgubilo življenje v nesmiselnih bitkah za kapitalske koristi peščice, in to še preden so lahko razvili svoje neizmerne talente. Tega ne vemo, lahko samo statistično ugibamo. Slovenci smo imeli srečo, da smo v spopadu in borbi za samostojnost Slovenije imeli poleg politikov jastrebov, ki so si želeli vojne, tudi politike miru, ki so prevladali in so takoj začeli se truditi za prekinitev spopadov. Kar se tega tiče, smo imeli res srečo. Če ne bi imeli pametnega in nemilitantnega dela politike, predsednika in članov predsedstva, bi najbrž še kakšno desetletje stopali preko ruševin. Kadar se vojna konča, in vsaka vojna se konča že zato, da se takoj lahko začne nova, se vojna še vedno malo nadaljuje v maščevanju zmagovalcev in v sovraštvu ter nemoči poražencev. Nikoli se z dnevom podpisanega in razglašenega miru ne konča vojna. Sledi maščevanje tako imenovanih zmagovalcev in sovraštvo tako imenovanih poražencev, in to je že začetek naslednje vojne. Tako se krog vojne pravzaprav nikoli zares ne zaključi. Vsaka vojna umaže zmagoslavje in mir, ki ji sledita. Tudi narodno-osvobodilna vojna je s povojnimi izvensodnimi poboji umazala svojo lastno zmago. Poboji so bili pospravljeni pod preprogo in tam so gnili desetletja in okužili zmagovito zmago, ki je bila v resnici prva oblika slovenske državnosti in je bila kasneje osnova za popolno samostojnost Slovenije. Povojna tragedija še vedno visi nad nami. Saj nekateri politiki nočejo sprave, še naprej kujejo sovraštvo, saj se jim zdi, da lahko v duhu sovraštva lažje uzurpirajo oblast. In svojih lastnih napak nikoli ničesar ne nauči. Tudi naša osamosvojitvena vojna, ki je, hvala Bogu, bila kratka, čeprav zato prav nič manj krvava, je svojo zmagovitost umazala s trgovino z orožjem, ki so jo zakrivili nekateri takratni militantni politiki. In tudi to smo žal pospravili pod preprogo. Kot tudi mnoge druge nepravilnosti, ki so se dogajale med najžlahtnejšo in najbolj pomembno bitko našega naroda, borbo za popolno samostojnost. Vojna slabim ljudem omogoča, da postanejo še slabši in da nekaznovano počnejo slabe reči. Dobrim in razumljim ljudem pa lahko vojna v njih prebudi še več dobrega. Žrtvujejo se za družbo, za državo, za soborce, za soljudi, kot se v miru ne bi žrtvovali nikoli. In spet hvala Bogu, smo imeli v vrstah borcev za osamosvojitev več dobrih kot slabih ljudi. Zato smo se lahko tako zmagovito in v kratkem času osamosvojili. Pod preprogo pospravljene in nekaznovane osamosvojitvene zgodbe, tudi zločini, pa ostajajo med nami in že 30 letja usmrjujejo vzdušje mlade države. Spomnimo se nepotrebne sestrelitve neoboroženega helikopterja. Sestrelili so ga samo zato, da bi svetu pokazali, kako zmagoviti smo lahko že prvi dan vojne. Neoborožen helikopter je prevažal kruh. Zakaj obnavljam to zgodbo? Ker je ne smemo pozabiti, ker še vedno živi med nami. Ker smo zaradi takšnih zgodb, ki so jih zakrivili takratni militantni politiki, slabša država. Ljudje tako šepetajo še o mnogih krivicah, celo zločinih, ki so se takrat dogajali pod krinko bitke za samostojnost. Victor Hugo, francoski pisatelj, humanist in eden prvih Evropejcev, je davno nekoč rekel: šepetanje ljudstva se slejko prej spremeni v krik. Trgovina z orožjem, izbrisani državljani, krivice, maščevanje nad političnimi nasprotniki, tudi zločini, vse to je bila slaba popotniča, še posebej zato, ker so akterji in njihovi sodelavci
še vedno na oblasti ali celo zelo blizu oblasti. Zato se ljudje bojijo in še vedno šepetajo. Toda kljub vsemu, izborili smo si samostojnost. Hvala vsem materam, ženam, hčeram in sinovom, ki so zato, da živimo svojo svobodno Slovenijo, kakršnakoli že je, žrtvovali svoje očete, brate in sinove. Iz njihove krvi je zrasla Slovenija. Imeli smo srečo, zgodovinsko srečo, in imeli smo borce, poštene borce in žal manj poštene politike. Spomnimo se in nikar ne pozabimo, kako so nekateri politiki želeli na vsak način spopad širših razsežnosti, saj so v totalni vojni videli možnost dolgotrajnega prevzema oblasti in še več krvavega orožarskega denarja za financiranje svojih političnih ciljev. Vendar so poveljniki na terenu premogli toliko pameti in moči, da so to samovoljno preprečili. Enostavno niso ubogali ukazov z vrha. Mnogim se je zato oblast kasneje maščevala. Tudi tega ne smemo pozabiti. Ne zaradi maščevanja, temveč zaradi naslednje vojne, ki je najbrž neizogibna. Že nekaj časa živimo v času Tretje svetovne vojne. Tretja svetovna vojna že poteka. Seveda je drugačna od prejšnjih vojn. Begunci, s katerimi se srečujemo že nekaj let, so vedno posledica vojne. Vojna se počasi širi. Niti ne vemo, kdaj se je začela in kdo je vodi. To je vojna vseh proti vsem. O tem je pisal Orwell v svoji knjigi 1984. Permanentna vojna, ki omogoča popolno oblast nad ljudmi. Popolno oblast kapitala in peščice ljudi nad celotnim svetom. Vojna je poleg velikih cerkvenih organizacij tudi največje dobičkonosno podjetje na svetu. V resnici vojna sproža nenasitni kapital, veliki orožarski trusti, ki obvladujejo politiko in celotno demokracijo. S prodajo orožja vsem stranem in hkrati s hinavskim, mirovniškim in lažno humanističnim blebetanjem o nujnosti miru in končanju vojn, kakršnemu smo vsakodnevno priča, polnijo svoje blagajne in hkrati vojskujoče države osvajajo z dolžniškim kapitalom. Ukrajina ne bo nikoli več svobodna. Tudi če od agresorske Rusije dobi nazaj vsa okupirana ozemlja. Državo so že kupili prodajalci orožja, kajti kapital ničesar nikoli ne pokloni. Kapitalizem ni humanitarna organizacija. Kapitalizem vedno zahteva povračilo, vedno želi dobiček in najbrž je v primeru ukrajinske vojne od vsega začetka šlo prav za to. Nesebična pomoč v orožju je bila vedno zgolj fraza, floskula. Ukrajina je danes že prodana. Podobno se dogaja z vsemi vojnami, ki divjajo po svetu. Nevidni kapital z vojnami osvaja svet. Orožje se bolje prodaja od čevljev, bolje od hrane za otroke, bolje od zdravil in bolje od knjig. Zgolj za dobiček gre, zgolj za trgovino. Novodobni kapitalizem želi svet prav po orwellovsko držati v vzdušju permanentne vojne. Svet drži v novo obdobje, kateremu še nismo dali imena. Mogoče je najbližje poimenovanje permanentna vojna. Vojna z nevidnim sovražnikom. Vojna, ki bo spet razdelila svet na sužnje in lastnike sužnjev. Morda pa že živimo v takšnem svetu. Nekoč je neki pametni politik rekel: delajmo, kot da bo 100 let mir in se pripravljajmo, kot da bo jutri vojna. Takrat smo se temu reklu malce posmihali. Svet je živel v navideznem miru, vse vojne so bile daleč od Evrope. Danes pa besede takratnega politika in partizanskega komandanta držijo kot še nikoli. V času, v katerem živimo,
bi bilo skrajno neodgovorno propagirati razorožitev, pacifikacijo družbe. Še posebej, ker živimo v državi, ki je lahko motorizirana zgodovina, kot je napisal pesnik Erwin Fritz, prevozi in potepta v pičlih 2 urah in jo spremeni v prazno dlan pokrajine, kjer ne bo nihče več vedel, za čem je nekoč jokala lepa vida. Vedno sem bil prepričan, da je za obstoj slovenskega naroda na horizontu evropske zgodovine najpomembnejša ohranitev kulture, jezika, šolstva. Zato me je zdaj le kar malo sram, ko moram izreči naslednje besede. Prihodnost nam grozi, da moramo biti pripravljeni tudi na vojno. Da se bomo morali, kot že nekoč, za obstanek slovenskega naroda spet boriti s puško in knjigo, z orožjem in kulturo, s pogumom in strahom. S pogumom, da lahko tudi David premaga Goljata, in strahom, da ne bomo v tem boju svoje duše spet prodali preprodajalcem orožja, podlim politikom in tajkunskim barabam. Pazljivi moramo biti, ko bomo spet volili svojo oblast, da jo ne bomo potisnili v roke ljudem, ki jim je več zase kot za soljudi, ki razumejo oblast kot oblast kapitala, ki so se že v naši osamosvojitveni vojni izkazali kot barabe. Ne smemo je prepustiti ljudem, ki imajo na ustih sovraštvo do drugih in drugačnih, ki kujejo maščevanje in nerazumevanja, ki ne premorejo empatije in jim je vedno mar samo zase. Demokracija ima svoje slabosti in pasti. Žal je demokracija lahko sredstvo zlorabe in manipulacij. Živimo v času, ko bomo morali paziti, koga bo na oblast pripeljala demokracija. Na preizkušnji bo ves svet. Nasloniti se bomo morali sami nase, obuditi žlahtno zgodovino partizanstva in nesebično in pogumno tradicijo slovenskih osamosvojiteljev, ki so znali militantni politiki reči ne in nas pripeljati do samostojne Slovenije. Duh borcev osamosvojiteljev je močan. Še vedno ste med nami, dragi borci. Slovenija bo potrebovala vaš vzgled, vašo poštenost in vašo neizmerjeno željo po miru. Kot se spodobi, želim končati svoje razmišljanje s poezijo. Dolgo sem se odločil, katere verze naj uporabim za konec. Palestinski narod ima odlične pesnike, ki že desetletja pišejo o svobodi, o želji po miru. Mnogi od teh pesnikov so umrli v izgnanstvu, niso dočakali svobodne in samostojne Palestine. Tudi Palestinci, kot tudi Izraelci, so žrtev svojih lastnih agresivnih politikov. Tudi poezija izraelskih pesnikov je prepolna hrepenenja po življenju in miru. Vendar sem se vseeno odločil za slovenskega partizanskega pesnika. Ob koncu vojne leta 1945 je partizan Matej Bor napisal pesem, ki poje o želji po miru. Pravzaprav o hrepenenju vojaka partizana, ki se želi samo mir, vrnitve domov, trenutka brezskrbja, občutka varnosti in zanosnega miru. Želim si, da bi to pesem slišali in občutili vsi vojaki, kot tudi vsi ljudje, ki ta hip v Afriki, Aziji, na Bližnjem vzhodu, v Ukrajini in drugod po svetu hrepenijo po trenutku, ko se bodo lahko vrnili iz nesmiselnih vojn v svoje domove. Matej Bor, domov bom šel. Domov bom šel in sredi majskih njiv zavriskal bom Prešerno kakor svat. In vina starega se bom napil in v slednjo hišo hitel vasovat. Domov bom šel in sredi leh zelenih bom legel v znak in bom strmel v nebo. In v meni več ne bo nobenih zapletenih misli.
le ena sama sreča. Svoboden ljubim svobodno zemljo. Hvala. Hvala lepa, gospod Vinko Möderndorfer, za vaše besede.